Pozdravljeni. Od trenutka, ko se je v Formuli 1 pojavil Lance Stroll, se ga je prijel sloves sina bogatega očeta. Ta mu je celo kupil ekipo, zato da je prisoten v Formuli 1. Vsaj tako je mnenje mnogih. A poglejmo si prednosti in slabosti Lancea kot voznika ter skušajmo razumeti, kakšna bo njegova usoda v sezoni 2020, kaj lahko pričakujemo in kakšne so lahko posledice. Sam menim, da v življenju kot v Formuli 1, če oče pomaga sinu, ni to nič napačnega. V zgodovini smo imeli ogromno takih primerov in če se spomnimo samo nekaj tistih znanih iz bolj zadnjih obdobij, nam bo stvar malce bolj jasna. Spomnimo se, da Nelson Piquet starejši je pomagal svojemu sinu Nelsonu Piquetu mlajšemu, da je bil Anthony Hamilton menedžer Lewisa Hamiltona na začetku njegove kariere in tudi na začetku je bil Jos Verstappen izjemno vključen v kariero sina Maxa. Sedaj o pozitivnih in negativnih učinkih bomo govorili kdaj drugič, a dejstvo je, da so jim pomagali po svojih najboljših močeh. Pri Lanceu Strollu je ta težava, če temu lahko rečemo težava, da njegov oče Lawrence Stroll je izjemno sposoben menedžer in izjemno bogat posameznik. Ter ko mu je pomagal po svojih najboljših močeh, mu je lahko pomagal tudi finančno. In to je lahko pozitivno in seveda negativno. A vemo iz zgodovine Formule 1, da mnogi šampioni so na začetku svoje kariere plačevali za svoj sedež. Sedaj boste rekli, da vse v redu in prav, a Lawrence Stroll je šel korak naprej, namreč sinu je dobesedno kupil ekipo. Lahko bi tudi tako rekli, ampak zavedati se moramo enega dejstva. Tudi šampion kova Jamesa Hunta je imel tako priložnost na začetku njegove kariere. Lord Hesketh je zanj zgradil popolnoma samostojno ekipo in jo tudi financiral. Je to primerljivo? Po mojem ja, a vsak ima tu lahko svoje mnenje. Po drugi strani, ukolikor Lawrence Stroll ne bi videl dobrega posla v takrat propadajoči Force Indy, dvomim, da bi investiral denar v to ekipo. In vidimo tudi, da je šel z investicijami s svojimi partnerji v nakup Aston Martina, kateri bo nekako pokrovitelj od naslednjega leta te ekipe. Torej ima bolj daljnosežno vizijo. A kljub vsemu, danes je tema Lance Stroll. In vprašati se moramo, a je Lance Stroll le tisti očkov sinček, kot ga nekateri imenujejo, in res nima nobenega talenta kot tistega, da kakšno ušpiči na progi. Treba je biti čim bolj objektiven in pogledati prvič, koliko je sploh star Lance Stroll in kdaj je prišel v Formulo 1. Namreč Lance Stroll je mlajši, kot si mnogi izmed nas lahko mislimo. Rojen 29. oktobra 1998, kar marsikomu ne pove nič. Za primerjavo, Charles Leclerc je rojen 16. oktobra 1997. Torej leto starejši. In še nekaj, Lance Stroll je debitiral v Formuli 1 na veliki nagradi Avstralije 2017. To se pravi celo sezono pred debijem Charlesa Leclerca, kar postavi razliko med Leclercem in Strollom na dve sezoni. Eno zaradi anagrafske starosti in drugo zaradi debija. Če pogledamo, Lance Stroll je začel 62 dirk, Charles Leclerc 42 dirk. Za primerjavo, Max Verstappen, rojen 30. septembra 1997, primerljivo z Leclercem. Ampak v Formuli 1 je debitiral v sezoni 2015, to se pravi še 2 leti pred Lancem. Razlika ogromna, 102 štarta na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1. A bodimo še bolj objektivni, poglejmo, kaj so pokazali vsi ti trije vozniki na svojem debiju v svoji prvi sezoni, ko nihče izmed njih ni imel ne dobrega bolida sorazmerno in ne velikih izkušenj.
Lance Stroll v svoji prvi sezoni pri ekipi Williams, ko je imel spodoben bolid F240, je dosegel 40 točk in tisto presenetljivo tretje mesto na veliki nagradi Azerbajdžana, čeprav bi lahko bilo drugo mesto. No, Charles Leclerc, ko je začel pri ekipi Sauber, je dosegel 42 točk. Pri Scuderii Toro Rosso v sezoni 2015 je Max Verstappen dosegel 49 točk. Torej, več ali manj smo tam. Lance v svoji prvi sezoni je dokazal, da ni od muh. A na to je sledilo druga sezona pri Williamsu F241, kateri je bil daleč pod pričakovanji. In na to ta znani nakup, ko je njegov oče Lawrence kupil propadajočo Force Indijo in takrat v lanski sezoni so imeli na razpolago bolid RP19. A treba se zavedati, da ta bolid je nastal pravzaprav v tistem prehodu in niso imeli ne vem koliko sredstev, da bi ga že na začetku postavili na neko razvojno stopnjo. In seveda tistih 21 točk pri Lanceu lahko gledamo iz takega zornega kota ali z drugačnega zornega kota. Jasno je, da v primerjavi z njegovim moštvenim kolegom Sergio Perezom, Lance Stroll se ni odrezal ne vem kako dobro. Znano je tudi to, da je bil pogostokrat v zaščitni ograji. A treba je poudariti, da je bil sam v zaščitni ograji, da jih ni uspičil bistveno več kot njegovi drugi kolegi. Po drugi strani je treba poudariti nekaj drugega. Na tisti svoji najboljši dirki, na veliki nagradi Nemčije, je dosegel 4. mesto. In vem, bila je kaotična dirka, a dosti bolj izkušeni vozniki so tam odstopili zaradi svojih lastnih napak. In sedaj poglejmo v karieri Lancea Strolla, kaj pravzaprav je bilo tisto, kar mu je prislužilo ta sloves nekoga, kateri razen zaradi denarja ne bi smel biti v Formuli 1. Deležen je bil v ogromno incidentih in tu se strinjam. Mislim, da se vsi spomnimo tistega trka po koncu velike nagrade Malezije s Sebastianom Vettelom. Ampak vprašajmo se, ali je bil Lance Stroll tisti, ki je imel 100% odgovornost pri tistem bizarnem incidentu, ko ni bilo potrebe, da ga na primer Sebastian Vettel prehiti. Ali v sezoni 2019, ko je bil tisti trk z Landom Norrisom in kako so ga vsi mediji na prvo žogo obsodili, da je potisnil mladega nadobudnega voznika McLarena izven proge. No, komisarji so določili, da je bila krivda porazdeljena 50-50. Z drugim mladim voznikom, Carlosom Sainzem mlajšim, je trčil v sezoni 2017. V bistvu je Carlos tisti, ki je trčil v Lancea Strolla, zato je tudi Carlos na naslednji dirki, govorim, zgodilo se je na veliki nagradi Bahreina, zato je tudi Carlos dobil na veliki nagradi Rusije 3 kazenska mesta na štartnem razporedu. In seveda ne moremo mimo tistega zadnjega bizarnega incidenta, katerega se spomnimo vsi, velika nagrada Italije 2019. Ko je Sebastian Vettel se zavrtel, šel s proge, brez pogleda se je vrnil na progo in malo da ne trčil v Lancea Strolla, katerega je izrinil iz proge in ta se je spet vrnil na progo, brez da bi videl prihajajoči bolid ter tako naredil dvojno nevarnost. In seveda problem je bil v tem, da je Sebastian Vettel dobil stop and go 10 sekund, Lance Stroll pa samo drive-thru. In seveda razumljivo je, da ga je dogajanje na progi rahlo razjezilo Lancea Strolla, vsakogar bi. A zanimiv je intervju, katerega je dal po dirki. In v tem intervjuju je rekel, da ne razume, zakaj je Sebastian Vettel dobil hujšo kazen kot on. Saj sta pravzaprav naredila enako kozlarijo. In seveda tu je treba razumeti, da Lance Stroll je v svoji karieri pokazal kar nekaj pozitivnih lastnosti.
prvič to, da je borec, da se ne preda. In to ga je marsikdaj stalo tistega bližnjega srečanja z zidom. Namreč, dostikrat se je znašel v bolidu, v kateri ni bil konkurenčen. In če je hotel dokazati, da je dober, je pač bil prisiljen, da je tudi malce pretiraval. Po drugi strani nikoli se ni nobenemu umaknil in to sam štejem med pozitivne lastnosti. In res, udeležen je bil v ogromno število zletov s proge, bližnjih srečanj z zaščitnimi ograji, trki z raznimi vozniki. A povejte mi, kdo izmed tistih glavnih akterjev ni bil? Problem je v tem, da množični mediji tega ne poudarjajo. Če Charles Leclerc na veliki nagradi Monaka naredi množično trčenje, pač se lahko piše dan ali dva in na to pozabi. Pri Lensu Strollu se zgodba ponavlja in ponavlja. Lahko je naredil večjo ali manjšo napako, o tem ne bomo diskutirali, ampak menim, da, sloves Lensa Strolla dela njemu škodo. A poglejmo, zakaj v sezoni 2020 mora Lance Stroll dokazati, z kakega testa je. Bolid ekipe Racing Point RP20 je navdihnjen strani Mercedesa V10. Torej, imel bo potencialno Lance Stroll možnost pokazati cel svoj talent. Ali je res tako hiter, kot vsi govorijo in nima možnosti tega pokazati, ali je res za njegovo kariero samo finančna injekcija očeta. Ne bo mu potrebno toliko pretiravati čez tisto mejo dovoljenega, da bi dosegel rezultat. Saj tako si lahko mislimo po ustroju bolida. In tudi tu bomo videli, če bo lahko malce bolj konstanten ali bo primerljiv z rezultati, ki jih bo imel na primer Sergio Perez, izjemno izkušen in tudi hiter voznik. Torej, Lance Stroll ima v tej čudni sezoni 2020 res eno izmed zadnjih priložnosti, da dokaže, da je v Formuli 1 tudi zato, ker je talentiran in ne samo zato, ker je sin bogatega očeta. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.